prihaja na vrata svetovne serije. Z nami je Jakob Omerzel iz zasedbe Bahrain Victoriousa, ki bo, vsaj upamo, tudi letos vozil na dirki po Sloveniji, in pa neumorni, bomo rekli, kar šef, vsaj tehnično gledano, dirke po Sloveniji v zadnjem ne desetletju, več kot desetletju, dveh desetletjih, Bogdan Fink, tehnični direktor dirke. Na začetku je prav, da vas pozdravimo tudi strani tistega lepšega dela našega vodenja oziroma organizacije dirke. In ravno prej sem rekel, da med lepšimi knjigami, ki sem jih prebral, je bila tista o Lesiju, ki se vrača in vrnila se je na mesto ne zločina, ampak kjer je bila tudi pred nekaj sezonami predsednica kolesarskega kluba Novo mesto, je znova Mojca Novak. Mojca, beseda je tvoja. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem prisotnim na današnji predstavitvi kolesarske dirke po Sloveniji. Ja, kot je bilo rečeno, vrnila sem se, ampak pomembnejše je to, da je za klub leto 2026 drugačno leto in sicer predvsem zaradi tega klub je postal z novim imenom, kolesarski klub Novo mesto, pomeni enako ime, kot ga je nosil leta 1972, ko je bil klub ustanovljen. Naredili bomo prav vse, da bo klub ponovno razvojno, inovativno in uspešno pozicioniran v regiji, ne samo v Sloveniji, in da bo uspešno nadaljeval z iskanjem talentov, njihovi vzgoji in razvoju in seveda hkrati, govorim nameroma, in organiziral presežke organizacijskih dogodkov. Ne bo enostavno, ampak naši prenovljeni, reorganizirani cilji ostajajo sorazmerno enaki, s tem, da želimo to pozicijo samo potrditi in jo še nadgraditi. Zahvala prav vsem partnerjem in sponzorjem, ki na različne načine omogočajo udejanjanje vseh naših strategij, poslanstva in vizij in seveda, ki omogočajo tudi dirko po Sloveniji kot največji kolesarski športni dogodek, ne samo letos, ampak v tistih letih, ko ne bo evropskega in drugih prvenstev in predvsem zaradi tega, ker dolga leta prepoznavajo pomembnost tega dogodka dirke po Sloveniji za kolesarstvo, za šport in seveda tudi za Slovenijo. In tako kot sem že rekla, zahvala vsem, zahvala predvsem Maji Pak, direktorici in Slovenski turistični organizaciji, ki dolgo leta verjame v ta projekt in skupaj z klubom pomaga, omogoča, da se ta dogodek organizira in razvije tako, kot si ga zadamo. Skratka, srečno na pot letošnji dirki in enako tudi srečno v prihodnjih letih dirke po Sloveniji. Hvala lepa. Gospe Mojci Novak, še enkrat ste tudi iz besed razbrali, da kolesarstvo na Dolenjskem živi naprej, kar nas navdušuje vse tiste, ki nam je kolesarstvo blizu. Ko smo izvedeli, kaj se dogaja sredi prejšnjega leta na Dolenjskem, je bilo kar veliko bojazni, kaj bo z dirko po Sloveniji. Večina se je ubadala s tem, še bolj pomembno kot to, da je dirka po Sloveniji znova pred nami, pa je to, da je na Dolenjskem kolesarstvo zadržalo vse tisto, kar je imelo v vseh teh letih po letu 1972. Vsi ste opazili, nekateri tudi malo zamudili, seveda v kolesarstvu je vse možno in bežniki in glavnina in tisti, ki malo ostanejo zadaj.
ampak sedaj mislim, da smo kar vsi, da smo v drugih prostorih, kjer smo bili vajeni in res nas veseli, da smo v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Naša današnja gostiteljica in pa že vrsto let sopotnica dirke po Sloveniji je gospa magistra Maja Pak-Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije in gospa Olajeva, oziroma Pak-Olajeva, beseda je vaša. Ja, lep pozdrav vsem. Dirka po Sloveniji ni samo dirka, je več kot dirka. Je oder, je zgodba, je Slovenija. In na Slovenski turistični organizaciji z veseljem sodelujemo pri dirki skupaj z Eurošportom že 9 let in v tem času je dirka zrasla iz športnega dogodka v res veliko mednarodno predstavitev naše države in rezultati so res izjemni. Skoraj 90 milijonov gledalcev mesečno na kanalih Eurošporta, več kot 11 ur neposrednega prenosa živo, več kot 230 TV oglasov v spremljevalni oglaševalski kampanji, letos celo do oktobra, in milijoni dosegov po Evropi. In to je res velika vidnost in velik učinek. 5 etap, 1 Slovenija in tudi letos imamo nova imena na zemljevidu dirke. Kranj, Kranjska Gora, Radlje ob Dravi prinašajo nov pogled in seveda nove priložnosti tudi z odkritjem dela Dravske kolesarske poti in tako naprej. Sodelovanjem pri mednarodnih športnih dogodkih umeščamo Slovenijo med globalne športne destinacije in med destinacije za aktivni turizem. Samo lani smo sodelovali pri 72 mednarodnih športnih dogodkih, ki jih je gostila Slovenija. Šport je danes namreč eden najmočnejših komunikacijskih kanalov in kolesarstvo ima pri tem posebno mesto. In če to povežemo še s sodelovanjem z našimi vrhunskimi športniki, Tadejem, Primožem, ki sta ambasadorje slovenskega turizma, naš glas svetu, potem je to resnično zgodba o uspehu. Letos sodelujemo tudi pri Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarjenju, sodelovalo bo 51 držav, 800 tekmovalcev, 16,6 milijonov gledalcev in Slovenija bo zopet v središču pozornosti Evrope. Naj zaključim z mislijo, da je Slovenija morda majhna po velikosti, ampak izjemna po doživetjih in odlična po vrhunskih športnih dosežkih. In ob tej priložnosti se naj resnično zahvalim Bogdanu Finku, Mojci Novak, vsem članom organizacijskega odbora, vsem prostovoljcem in vsem destinacijam, s katerimi skupaj vedno z roko v roki predstavljamo lepote Slovenije po svetu. In seveda srečno vsem športnikom. Hvala. Hvala lepa seveda tudi za besede gospe magistre Maja Pak-Olaj. Seveda jo bomo srečevali tudi, vsaj upamo, tako kot Mojco na tistih cestah oziroma prizoriščih, kjer se bo vse skupaj ustavilo. Nekaj je bilo že razodetega, tudi iz teh besed nekaj novih destinacij prihaja, nekaj se jih vrača, tudi nekaj legendarnih, tako da je prav, da se počasi preselimo na traso. Moram pa reči, da en stavek iz začetka tistega, kar je gospa Maja povedala, je vendarle potrebno še enkrat izpostaviti. Dirka ni samo dirka, dirka je več in kaj takega nam iz leta v leto lahko povedo tudi in nam povedo na Turu, na Džiru, na Vuelti in sedaj tudi na dirki po Sloveniji. Vsako leto imamo seveda to čast, da v naši sredini pozdravimo vsaj enega od naših kolesarskih mušketirjev. Tokrat je z nami, dobro vemo kdo, Jakob Omerzel iz Bahrajna Victoriousa. Ne samo iz Bahrajna Victoriousa, tudi državni prvak, ki bo letos, ne bom rekel, da branil naslov državnega prvaka, kajti naslova, ki ga je lani
osvojil v Celju, mu ne more vzeti nihče več in je za zmeraj njegov. Letos bo vozil na državnem prvenstvu po dolenjskih cestah, če se ne motim. In Jakob Omerzel, najprej seveda pozdravljen, bilo je nekaj težav z zdravjem na začetku sezone, ampak v tem trenutku vidim, da si več kot zdrav, vsaj deluješ. Dobro. Ja, malo ja, na začetku sezone sem imel par problemov, treba rešiti najprej, ker je bilo pretresljivega, da smo nazaj, kako smo bili, poti do na nekem zadanemu cilju. Gre vse v pravo smer in najbolj nas je veselilo, ko smo izvedeli, da se vrača prav zares Jakob na dirko po Kataloniji. Ves čas smo budno spremljali, kaj se dogaja na Kataloniji in seveda smo bili nad vsem tistim, kar je prikazal. Morda mi bolj navdušeni kot Jakob, ampak nekje je potrebno začeti. Torej, letošnji uvod je to tisto, kar si želiš, je pa prav zagotovo, da po vsem tistem, kar se je dogajalo, je potrebno biti previden in pa predvsem ne hiteti. Ja, točno, korak za korak smo šli z nekim namenom v ta delko, znači ja, da naredimo neko uvod, da se to naredi kolesarstva in prav ta cilj je bil dosežen, zdaj kakšne so bili moje rezultate oziroma izkupiček tega je druga zgodba, ampak ja, že smo bili vsi kar zadovoljni, meni je bil dosežen in rezultate, ki smo rekli korak za korak, nekje treba začeti. Ja. Jakob je bil moj sogovornik oziroma naš sogovornik tudi lani pred začetkom 31. dirke po Sloveniji v Solinah v Seči oziroma Portorožu, kakorkoli vam bliže. In takrat sem si zapomnil nekaj, da mu nikdar več ne bom rekel, da je drugi Tadej Pogačar, kajti ni, enostavno je prvi Jakob Omerzel in naj bo temu tako. Tudi sedaj, ko razpredamo, da je mladi Francoz na poti, da zamenja našega asa, bomo videli, je na poti, ali ga bo zamenjal ali ga ne bo, pa bo pokazal čas. Jakob lani dirka po Sloveniji, svoje si prej kot ne opravil, tako kot si opravil, ampak letos pa že sestavni del svetovne serije, čeprav si bil že lani v tisti, kako naj rečem, pripravljalni šoli za te velike kolesarje. Ja, to so uvod spet to kolesarstvo, to pravo kolesarstvo z napravimi fanti. Letos se pač smo nadgradili, smo dejansko na bolj to govorili. Doda neki ziv, doda še neko dodatno, pa ne niti grejo. Samo neko resnost doda k temu, da dejansko si takrat najboljši, oziroma si ti del teh najboljših, ki sestavljaš to, tako da ja, doda svojo težino temu, če nekaj delaš z veseljem. Voziti za Bahrajn, saj sam vedno tako pravim, ekipa se na dirke svetovne serije odpravlja iz Novega mesta, torej iz naših krajev, je kot da bi vozil za slovensko ekipo, koliko se motim. Ja, dosti bliže k temu je. Veliko fantov je domačih, ki se pozna, atmosfera v ekipi je vrhunska in tudi temu veliko doda, če se športnik počuti zelo udobno v ekipi, da ja, jaz se počutim zelo domači v ekipi in to so sproščeni. Jaz mislim, da to doda k temu, da so to dobri rezultati. To je vedno dobro, da je dobro vzdušje. Moram reči, da tudi mi, poročevalci, imamo privilegij, če v kakšnem zaselku
kakšna gostilna še ni odprta, da bi spili jutranjo kavo, jo dobimo pri Bahrajnu vedno. Torej, moram reči, da so zares prijetni fantje tam, ki jih poznamo. Jakob, samo še tole za uvod. Je v programu dirka po Sloveniji? Program se iz dneva v dan spreminja, tako da ne vem, bomo videli, definitivno je eden izmed ciljev, ki bi jih rad dosegel. Zdaj, kaj bo pa čas pokazalo? Koliko si že pogledal traso? Ja, že kar nekaj sem pogledal na to, tako, ker sem lahko vrgel na tisto. Dobro, in Jakob Omerzel bo pomagal tudi pri, kako naj rečem, komentiranju tistega, kar naj bi se dogajalo v mesecu juniju. Dobro veste, najverjetneje vsi sami znani obrazi iz kolesarskega sveta, da se dirka znova seli v tisti prvotni termin po 15. juniju. Z nami pa je tudi neumorni tehnični direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink. Zato je prav, da tudi Bogdan pove nekaj svojih mnen oziroma misli pred začetkom dirke v juniju. Izvoli, Bogdan. Hvala za besedo. Še enkrat vsem lep pozdrav tudi strani organizacijskega odbora. Hvala za to, da smo danes tukaj. Hvala gostiteljici STO-ju za današnji dogodek in pa istočasno pozdrav vsem, ki poročate o dirki in seveda našim zvestim pokroviteljem, partnerjem in pa tudi destinacijam. Tako kot je povedala predsednica Slovenske turistične organizacije, imamo letos 3 nove štartno-ciljna prizorišča in v tem tudi pozdravljam županjo Kranjske Gore. Dober dan. Po pregledu trase bomo videli, da se po dolgem času vračamo tudi v ta del Slovenije. Šel bi kar na letošnjo dirko. Tako kot je Dare že povedal, dirka je sestavljena iz 5 etap, 800,6 km dirke plus kar nekaj zaprte vožnje in to je zemljevid letošnje dirke. Šel bi pa kar naprej na etape in bi začeli kar s prvo etapo. Štart letošnje dirke bo v Velenju, v Velenjskem jezeru. Ponavadi je vedno kolesarska dirka po Sloveniji štart ali na levem delu ali na desnem delu Slovenije. Letos pa nekako bolj v centru s prvo etapo Velenje, Rogaška Slatina. Dolžina 141,6 km. Kar, razgibana trasa, ki dopušča ogromno pobegov v prvem delu. Zadnji del pa mislim, da je tudi tako kot Jakobu in vsem ostalim tekmovalcem bolj kot ne jasen, tehnično z ogromno manjšimi vzponi in predlagam, da si kar pogledamo 3D traso.
prvič celo 2 kroga okrog Rogaške Slatine, vendar ni nujno zaradi zahtevnosti trase, da je šel skupinski šprint. Lansko leto smo videli, da je bil šprint bolj posameznikov kot pa skupinski. Bi kar predal besedo Jakobu za napoved te etape. Take etape, predvsem, ki so razgibane, znajo biti zelo nepredvidljive. Jaz mislim, da tle je lahko 50-50%, da pač ali šprint ali pa, kot smo videli lani, da se zgodi nek zreduciran šprint med grupe, se kolesari kaplajo na cilj. Ja, jaz mislim, da taka etapa dirki doda zelo velik faktor neke zanimivosti, nepredvidljivosti. Predvsem prve etape, lahko noge so sveže, glava je sveža, tako da zanimivo. Brez dvoma pestra etapa že za začetek. Sam se vražje veselim tudi tiste lože, kjer se čaka na cilj, dobesedno se tam vidi vse. Slišali smo, da boste tudi letos, če bo zraven, 2-krat prevozili ciljno črto. In kaj ta prva etapa? Se takrat že postavi vse tisto, kar naj bi bilo, se začuti konkurenco, se ve, ali to veste že odprej? Tako globoko v sezono se mi zdi, da se že prej pozna kolesarji, kateri je na kakšnem nivoju, ampak ja, definitivno se tla prva etapa se potipajo na mnoge niž in niti približno odločilno, ampak tudi malo drugače. Ja, upam, da bo gospa Maja tisti dan lahko doma, torej da se vidimo na njenem dvorišču. Seveda pa obveznosti so tudi širše, ne samo domače, in bomo videli, kako bo. Torej prvi dan, Velenje, Rogaška Slatina. Kako gre naprej, Bogdan? Ob tem samo še dodamo, da štart bo nekje od 12 do 12.20, cilj 15.40, 15.55. V mesecu maju bodo znane natančne časovnice, ko bomo dobili tudi čisto natančne minute ali pa ure televizijskega prenosa. Seveda prvi dan sledi še predstavitev vseh ekip, ki se bo začela uro pa pol pred štartom. Drugi dan, malo daljša etapa, ki smo jo poimenovali Dravska kolesarska pot. Vemo, da se Dravska kolesarska pot začne v Dravogradu. Mi štartamo v Radljah ob Dravi, prvič v zgodovini, in pa cilj v lanskem letu najboljših gostiteljev kolesarske dirke po Sloveniji, Ormož. Prvi del etape je spet ponovno priložnost za pobeg, potem sledi kar čez Podveljko tak soliden vzpon na Lorencu Pohorju, čeprav je samo tretje kategorije izredno dolg, položen. To bo potem Jakob povedal, kakšne so bolj taktike na teh vzponih. Sledi Maribor, Zgornji Duplek in pa naprej proti Ptuju. Ta del je popolnoma ravninski, nekatere dele smo peljali tudi že v lanskem letu. In potem pa zadnji del spet s cirkulanami se začne kar zanimiv, tehnično zanimiv del. V tej etapi je vključeno tudi hrvaška občina Cestica. Spet pridemo nazaj v Ormož in pa zaključek tradicionalno čez Jeruzalem, kjer je vzpon 4. kategorije in pa cilj v Ormožu. Etapa ne gre čisto tako, kot ste opazili po dravski kolesarski poti, ker to seveda nemogoče.
ampak je najboljši približek za kolesarje tega dela za kolesarsko dirko. Lahko izzovemo tudi Jakoba okrog tega, kar bo ta dan. Meni se zdi zelo, zelo razgibana etapa, takole kot tole žagico pogledamo. Ali tudi na dirki po Sloveniji, recimo, da ste to na kolo, da imate več čas pred sabo. Vsaj Matej Mohorič brez tega ne gre na kolo. Ne, v današnjih časih. Tu ni več redna praksa zaradi tega, ker s tehnologijo smo že napredno, tudi na naših napravah trasa zarisamo vse podatke s vlastne aplikacije, tako da GPI še naprej Torej, žagica je samo za kolesarske romantike, kot sem jaz. Torej, kaj pričakujemo od te druge etape? Na začetku je vzpon, se mi zdi, da zaradi neke etape, neke normalne dolžine. Jaz ne bi tle pričakoval samo kakšen beg, mogoče začetek, ker na vsaki drugi etapi, ampak etape bolj je velik del ravna, je nekaj preveč razgibana, na koncu imamo tudi par špičev. Je pa se mi zdi, da ker 90% grupa ne bo razpala zaradi nekaj kolesarjev. V današnjih časih znajo preživeti marsikaj in jaz mislim, da bi se pričakoval šprint. Šprint grupe in prav zanimivo, po padcu našega Luke Mezgeca sem še isti večer govoril z njim, mi je rekel, ja, tole je zoprna zadeva, ampak resnično si želim, da bi v svoji zadnji sezoni vozil tudi dirko po Sloveniji. Dobro vemo, kaj Ormož pomeni za Luko Mezgeca, torej takrat bodo očitno v ospredju spritev. Ja, jaz bi dal svoj glas tudi to šprinterska etapa, tudi če gledamo, da bi prva etapa lahko prinesla dosti nepričakovanih trenutkov, se mi zdi, da je ta bolj usmerjena pod šprintu, ker ne vidim, da bi bile določene špice lahko odločilne za šprinterske. Tudi tisti krog čez Jeruzalem, ne? Ja, torej v Milijonarju, kdor je poklical Jakoba Mrzela, ve, da ta dan bo torej šprint med Radljami ob Dravi in Ormožem. Ormož pa pravi, da nikakor ne bo izpustil iz rok te lovorike, ki jo je osvojil lani. Radlje ob Dravi bi lahko kandidirale proti Ormožu ali pa Rogaška, pa Velenje. Velenje naredi samo še otoček sredi jezera, pa bodo dobili. Gremo v tretji etapi. Še okvirne ure štarta in pa cilja. Tretja etapa. Najkrajša na letošnji dirki po Sloveniji, 137 km med Mariborom in Celjem. Štart tako kot v lanskem letu na Lentu. Etapa, ki bo že dala prve obrise tistih, ki resno računajo na končno zmago. Sicer je najkrajša, ima pa kar razgiban teren z dvema resnimi vzponoma. Prvi del popolno ravninski, Slovenska Bistrica, potem pa Zreče in pa del vzpona na Roglo. Druge kategorije, spust nazaj proti Zrečam, Golovo, mimo Celja in potem sledi tradicionalen vzpon na Izlaškega na Celjsko kočo. Vzpon, ki je že večkrat premešal karte na naši slovenski dirki. Cilj v Celju, tokrat ne na gradu, ampak v centru mesta pred občinsko stavbo in seveda prej pa še sledi en krog po Celju. Ja, in zanimivo, kakšni
kakšno so ti cilji, ne, torej Rogaška, pa Ormož, pa Celje. In ko smo se pogovarjali z Lukom Meskecem, je rekel, in še Celje, ampak ko je zvedel, da sta prej dve špici, je rekel, no, tole Celje, pa letos najbrž ne bo moje. Jakob. Ja, jaz mislim, da tle bo malo težje še kriterije. Nas bi rekel nemogoče, sigurno se kar še najde fant, ki bi to preživel, ampak ja, no, definitivno ta vrnanca pa zanimivost je tako, pričakovanjost. Naško kolesarstvo se čez dalje bolj orientira kolesar na to, da je sposoben dirkati povsod, tako da jaz mislim, da tle bo zelo presenetljivo na tej plati. Takšne ambiciozne glave. Celjska koča je zahtevna, res zahtevna. Ja, se spomnim, smo tudi lani šli z njim, tako da lani je prišla cela grupa na celjsko kočo, ampak res je, da ni bil tu zadnji vzpon v etapi, tako da bo situacija letos sigurno drugačna. Se lahko tu na spustu dobi tista odločilna prednost do centra? Sem prej rekel, če je kakšne ambiciozne glave, pa dosti pogumna, jaz mislim, da se marsikaj zgodi. Bi lahko imeli že po tretji etapi nosilca zelene majice, ki bo tudi na glavnem trgu glavni? Odvisno, kakšne etape sledijo naslednje, tega, ker se vidi, da še zmer je nekaj v rokavu, kar predstavlja tisti boj za generalni seštevek. Torej, malo še počakamo, ne? Ja, nekaj rekel. Sigurno se bo naredil nek obris generalnega seštevka, končni boš se. Recimo tudi za belo majico. Bogdan, urnik še ni natančno zapisano? Še natančne. Okvirno pa je, ne? Tako. Švica se bo prilagajala Sloveniji, je tako? Kot vedno. Kot vedno se njihova država prilagodi nam. Gremo na četrto etapo. Kranjska gora. Po dolgih letih je ponovno štart ene izmed etap v Kranju in pa po dolgih letih Kranjska gora. S tem, da jaz se spomnim osebno, da nazadnje smo šli na Vršič leta 2014, se pravi pred 13 leti. Izredno, bom rekel, naporna in pa nek način brutalna etapa, sobotna, ki tukaj pa sigurno ne bo več tistih šprinterjev, že mogoče v prvem delu etape. Se pravi Škofja Loka, Železniki, vzpon na Dražo, še druge kategorije, to mi Slovenci vsi poznamo, spust v Kropo, potem sledi ravninski del, Radovljica, Bled, potem po dolini reke Radovne, prvič mimo Kranjske gore, potem se selimo v Italijo, Trbiž, pri spomeniku Primoža Rogliča, leteči cilj, vzpon na predel, spust v dolino Soče in pa zaključi najtežji vzpon letošnje dirke, kot sem rekel, po 13 letih vzpon na Vršič in pa spust po prenovljeni cesti v Kranjsko goro. Etapa težka, dolga, brutalna, z okoli 4000 metrov nadmorske višine. Ja, 4000 metrov nadmorske višine, zaključek v Kranjski gori. Če lahko izdaš še kje natanko bo cilj, kolege močno zanima, če bodo lahko cilj spremljali neposredno iz Vope. Bodo blizu. Bodo blizu.
so pa mogli zgodaj priti, da dobro je dobro pozicijo. Ja, saj so navajeni zgodaj biti tam. Jakob Omerzel, 4000 višincev, to pa ni kar tako, niti za največji dirki. Tle pa še kar pridemo do standarda. Gledaš to etapo, se pogovarjaš o gorski etapi in taka etapa ti kar da neko veselje, vse tako veselje. Verjamem, da te, ko so malo težji šprinterji, bojo že od začetka vedeti, kaj ni kupal, samo preživijo to etapo, da pridejo do rampe, tako da ima problema, ampak ja. Je pa ta etapa zame in pa ta je res neko veselje, pač motivacija za to, da če bi oziroma če bo na te dirki, da res se potrudiš in zato, da se pa pogovarjamo o generalnem sistemu. Te smem vprašati, saj ti ni treba odgovoriti, ampak vprašal bom, boš takoj po tiskovki poklical Gorazda Štanglja, zaradi tele sobote pa moram biti na tej dirki. Mislim, takoj nam zdi, da je že kar jasno, kar je jasno. Vsi vemo, da vsaj ena etapa v Sloveniji ta zmeri namenjena gorskemu kolesarju. Sigurno je težek, ker je bilo v prejšnjih letih, tako da je spet na Vršič, en tak zelo lep klanec, pa po zelo lepih krajih bomo na tej etapi marsikaj obiskali, tako da jaz sem zares vesel, da je taka etapa na Sloveniji. Ja, mislim, da je v tejle sobi tudi Srečko Glivar, ki je imel in ima lepe, pa tudi ne tako lepe spomine na Vršič. Vemo, kaj se je vse dogajalo takrat, kako se je razpletlo potem. Ta spust je vendarle do Kranjske gore tudi še zelo zanimiv po teh serpentinah. Županja Kranjske gore je tule, cesta je potem zagotovo dobra, če je županja z nami. Ja. Ampak vse je možno, lahko je drž. V današnjih časih smo videli, da se ne dirka samo na klanc, da se velikrat etapa odloči v dolino in jaz mislim, da tle bo tudi tak primer. Razen, če ne pride en kolesar res bo spredi sam, da se bo preplalo na vrh, če pride slučajno grupa 3, 4, 5 kolesarjev. Jaz mislim, da se bo večino na dolino na spust, da je več opcije, sigurno doda še nek dodaten izziv v tej etapi, bomo to pašli. Bomo videli, kaj komu ustreza in kaj komu ne ustreza. Bogdan, morda še ure. Ja, etapa se bo začela kar zgodaj, nekje 10:30, 10:40 in pa cilj med 15:20, 15:45, odvisno, ko bo Jakob pa njegova kompanija tistih spredaj bila hitra. Jakob je govoril o časovni, se pravi, rampi, pomeni časovna zapora. Na prvih 3 etapah je to 8%, na tele bo pa malo več, med 10 pa 12% od časa zmagovalca, koliko lahko zaostanejo ostali tekmovalci. Ja, jaz tudi upam, da ne bo kdo v karavani tako prevzet nad pogledi z gorenjske terase tam na Jamniku, da bi kar tam ostal, da ne bo šel naprej. Ampak kakorkoli obrnemo, v Orlovem mestu se bo vse skupaj začelo. Kranjska gora, izjemno. Bogdan, samo še zadnje vprašanje. Glede na to, da so v Kranjski gori navajeni, ne vem, 80,000 med Planico, pa 15 med Vitrancem, pa 15 med Gorenjsko lisico, bo tudi to soboto recimo 15,000 ljudi v Kranjski gori. To ti jaz ne znam povedati, bi pa lahko... Ne, županja. Aha. Mi se vsekakor bomo potrudili, da pripeljemo čim več ljudi. V primeru lepega vremena in bo ogromno ostalo, seveda tudi na Vršiču,
sem prepričan. Bi pa opozoril, da imamo prej tudi moja dirka po Sloveniji, ki je namenjena rekreativnim amaterskim kolesarjem, ki se lahko na določenem delu trase, v zadnjem delu, lahko pomerijo tudi z ostalimi. Prijave grejo od jutri naprej ven in je to nek unikum v svetu, da na isti etapi, v istem dnevu se lahko dare do ti, ampak predvidevam, da ne. Bom rekel, probo, poizkusijo s svojim performansom, kakšen pač bo. Ja, odkar imajo močne elektrike, ni šlo nekako, ne? Je pa nekaj res, da mi nisi zaupal, brez težav grem tudi na kolo, če bo kdo drug v cilju Hafnergrund. Tako da naši pokrovitelji še niso našli tako močne baterije, da bi zdržala traso iz Kranjske gore preko predela in pa rekreativni oziroma amaterski kolesarji Majtora v Sloveniji bo imel cilj na Vršiču, profesionalci pa bojo imeli cilj v Kranjski gori. No, Jakob bi imel raje cilj na Vršiču? Ne, meni ustreza, da je v Kranjski gori, da da še tisti spust, da bi imeli še malo več časa, še malo bolj zahtevna, naj spuste držijo, tako da se obremenjujem s tem delom. Tudi glede na to, da je prepovedana čebelica Mateja Mohoriča. Imaš svojo čebelico? Če za vse enako je... Imaš svojo čebelico, pa jo nam ne boš izdal. Ja, in parada šampionov, glavni trg. To je bilo včasih, da ne. Zadnja etapa iz Litije v Novo mesto, tudi kar tako zahtevna etapa, ki je dopuščala v zadnjih letih borbo vse do zadnjega metra. Bomo videli, kaj bojo fantje opravili v soboto, kakšne bojo razlike. Štart v Litiji, tako kot v lanskem letu, s tem, da je prvi del trase malo lažji. Štartam v Litiji, vzpon na Geos ali Vače in potem pa velik krog okoli do Zagorja ob Savi. Ponovno se vrnemo v Litijo. Vzpon tretja kategorija na Bogenšberg, potem sledi Ivančna Gorica, potem za Jakoba lažji vzpon, mislim, da si bil tudi državni prvak pri mladincih v vzponu na Dobrnič, na Grmado, potem prečkamo Trebnje, leteči cilj, zadnji del etape pa podobno kot v lansko leto, se pravi Mokronok, vzpon na Trebelno, spust, Novo mesto in pa zaključni krog čez Trško goro. Kar nekaj višinskih metrov bo potrebno prevoziti tudi zadnji dan. In ne bo parada šampionov. Jakob, kaj ti meniš o tej zadnji etapi? Daljša kar lanska sezona. Da taki kolesari, ki sem jaz nam ustreza, da te dodanih par vzponov, ki jih zelo dobro poznam, so domači kraj, domači ceste, tako da ja, tudi za to etapo. Sem zelo vesel, da bo parada šampionov ali ne, bo rumena oziroma zelena majica se ta dan samo peljala? Se bo samo peljala, bo ne bo tudi izgubila dirka. Glede na to, da bo, če bo preživela četrto etapo v zeleni majici oziroma jo izborila, je peta etapa še zmeraj
etap za tabo in so noge kar sveže za take fante, tako da verjamem, da bo tukaj napolno in sigurno bo ta etapa lahko še zelo, zelo odločala o seštevku. Premašala velik štrem, tako da etapa je zelo težka, sigurno, s tem, ko je dodanih par kilometrov več kot lansko sezono. Mogoče tudi malo več časa, da postanejo noge utrujene in da se dirka malo lepše razvije. Če prideš, te zanima bela majica ali zelena? Težko je reči. Ali obe? Mislim, definitivno po najboljšem scenariju obe. Ampak odvisno, kdo pride na štart. Vemo, da so te dirke zelo blizu Tour de France. Tisti kolesari, ki res smo se pripravljali na Tour de France, pride tudi na take dirke na Švico in na Slovenijo, kar pomeni, da konkurenca je zelo huda. Ja, vse je odvisno. Bogdan, še eno vprašanje zate, Zagorje ob Savi, najverjetneje tudi Kisovec in vse, kar sodi zraven. Ali to pomeni, da pride Bora? Ja, do Bora si ga Red Bull Bora Hansgrohe pride. Ne gremo pa se skozi do Kisovca, ampak Zagorje se obrnemo nazaj proti Litiji. Dobro, torej je ostalo v zraku. Kakorkoli že, je še kaj za dodati. Jakob, kaj te do dirke po Sloveniji še čaka? Najbrž je urnik vendarle sestavljen do sredine junija. Ja, urnik načeloma sestavljen. Odvisno od zdravja, odvisno od vsega, ampak ja, polno nekih etapnih dirk oziroma tudi enodnevnih dirk, ampak program imam sestavljen zelo dobro. Čaka še priprave v mestu, zdelamo na polno. Super, odlično, lepo slišati. Bogdan, lahko predstavimo tudi, kdo vse in katere drese naj bi videli na dirki. Ja, najprej ekipa Jakoba, potem pri Red Bull Bori imamo našega Jana Tratnika in pa Lipovica, potem so ostali še pro timi, ki seveda iščejo možnost ali pa priložnost na kolesarski dirki po Sloveniji in pa naši trije slovenske kontinentalne ekipe in pa dve kontinentalni ekipi tuji v skladu s pravili Pro Series. Seveda smo imeli dogovor še z dvema ekipama World Tour serije. Trenutno vam tega ne morem potrditi zaradi ogromno poškodb. Sem prepričan, da spremljate kolesarstvo in trenutno imamo ogromno ali pa obstaja ogromno poškodovanih kolesarjev. Do dirke še 2 meseca in sem prepričan, da bomo našli tudi tukaj še dodatno rešitev. Danes sem še eno stvar bi dodal. Izvoli. Mi v Novem mestu že dalj časa organiziramo tudi Kids Tour of Slovenija, se pravi, če tukaj vozijo profesionalci, pač imamo My Tour of Slovenija, leta pred je Kids Tour of Slovenija, ki je prvi vikend v juliju od 5. do 7. in tukaj nastopa okrog 400 mladih deklic in dečkov. Verjamem, da to za vas novinarje ni tako pomembno. Vas pa vseeno vabim na ta dogodek vse, ker čez čas boste videli iz teh kolesarjev, bodo nekateri vozili tudi na dirki po Sloveniji ali pa kasneje na Giro Tour de France ali pa v Vuelti. Tako da ste v prvi vikend v juliju vsi vabljeni v Stanevica na Krki, Novo mesto in pa še Ternej.